Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Današnja oddaja bo o mojem novem telefonu. Kakšen samo všeč. Ja, se to. Ne o mojem telefonu, ampak nasplošno o zdaj v bistvu ful pričakovanem telefonu. Okay. Eden najbolj pričakovanih Android telefonov. Tako da to je S23 serija oziroma ta S23 Ultra. In zdaj bomo v bistvu današnjo oddajo posvetili temu telefonu. Ultri. Ne, v bistvu tudi nasplošno bom tudi od ostalih govoril, tako da... Klep sam menil, kakšen tak nov telefon pride, ni tak boom, kot če iPhone pride. Ja, je kar dele boom. A da je, no, Ja. pa ne spremljam. Ja, mislim, dele je za tega kar dost boom bil. Je pa to realno, ali je to Samsung, pa Apple, ker naredita, je full boom, pol je pa to tako malo. Sam Apple ima dost drugačen način tega. Oni malo umetno če mene vprašaš, umetno ustvarjajo to, da jih ni na zalogi, zato da se ga folk kao bolj želi, ali ne vem, kaj je fora. Možno. Ker je pač... Dobro, letos so imeli res Apple druge probleme, ki so jim štrajkali tam v Foxconnu, tako da zaradi tega ni bilo telefonov, pa še to, kar zmeraj vsak let delajo, da pač jih ni, je to prevedel do tega, da praktično 4 mesece se ni dal telefonov dobiti. Mislim pač, šele zdaj so, septembra je bil pa že predstavljen telefon, tako da dej pa dosti od Appla. Ja, ne vem, Pač- ja. Zdaj pa od Samsunga. Zdajle 1. februarja je bila predstavitev. Samsung ima pa tukaj, recimo, ki sva lih odgovorila, pa čist drug pristop. Oni pa hočejo, kaj ta boom, kaj ta hype, kaj folk si ful želi ta telefon, kuj ga dobiš, kuj ga imaš. A ne? In je pa čist v drugo smer gre, kot recimo Apple. A ne? In oni so naredili, recimo, prvega je bila predstavitev, drugega je bilo že v skladiščih na zalogi, tako da sem ga jaz naročil. Zato pač to je normalno, ne? Ja. Tako bi mogli biti. Ja, tako da pač veš, da so mogli že prej vse zorganizirati pa narediti, tako da dejansko si lahko pol takoj človek kup. Tako da pač to smo kar lahko veseli, da v Sloveniji imamo tako, ker ni povsod po svetu, po Evropi, ki druget po svetu pa ni tako, no. Tako da, pejmo na tele 23-ke. To so, se pravi, ceno, začnimo kar, ti ga lahko vzameš, ja. Ja, kar povej. Začeli bomo iz cena je, se pravi, osnoven model je 949, pol imamo, plusa imamo za 1199, ultra je pa 1399. Okay. Toliko so redne cene na Samsungovi strani. Če ti imaš naročnino ali pa to pri operaterju, so pač cene nižje. Merki. Ja, ne bom. Tak kvadratest je dost. Ja, se to meni ful všeč, ki je tak Sony stil. Jaz bi še zmeraj imel Sony. Dost o tem. Če greš v operaterju, imaš v bistvu nižje cene, pa zdajle, ki je prednaročila, so do 17. februarja. Malo reklame. Ja. Lej, v bistvu, nisva plačala, lahko bi bila, tako da bom tudi malo pluval vmes, tako da, tega, ker nisem plačal. Ne, pač povedal bom po pravici. Tako da pač zdajle je tudi akcija, staro za novo dobiš 100 evrov lahko za en star telefon. Nima veze, kjer telefon. Mislim, v bistvu so zdaj celo dali neko spisek, kjeri telefoni. Ampak 100 evrov v vsakem primeru, tudi če izbiti, dobiš za njega. Tako da Še ena poslovna taktika. Ja, je cool. Pa naredili so zdajle do 17. so v bistvu te cene, dobiš še enkrat več gigabajtov. Se pravi, ti osnoven model, recimo navadne 23, ki je 128 giga, tle dobiš 256 za to ceno, do 17. če ga kupaš, ker je zdajle prednaročila do 17. februarja. Tako da je pri Ultri je osnova 256, pa v bistvu dobiš za Jurija 399, dobiš 512. Tako da, imaš več prostora. Tukaj pa zdaj ena stvar, ki jo zelo malo kje lahko prebereš ali pa vidiš, to je pa to, da tudi v bistvu
kar je fajn, recimo 512 giga ultra, imaš 12 giga rama, a ne? Ful dobro, a ne? Ampak 256 ima pa 8 giga rama, a ne? In realno dobiš še več rama na telefonu, tako da, kar je prednost, ampak vedeti je pa treba, da recimo, to pa noben ne pove, da recimo S22 Ultra, lanski model tega telefona, je imel pa 12 giga vsi modeli. Tako da... Zakaj pa to delajo? Ne vem, pač zaradi tega, da promoverijo, da bi folk kupil bolj 512, ne vem. Najverjetneje, ne vem, kaj je to fora, ampak pač tako je. Tako da ja, pač, če hočeš imeti več rama, moraš pač več gigabajtov kupiti. Tako da... Ja, no. Tako da, to je to, kar je okrog cen. Naslednja stvar, če gledamo sam dizajn telefona, meni je to ful všeč, pač ta kvadratna, imaš pol navadno 23 ali pa plusa, sta bolj zaobljena, ta je pa v bistvu kakor bivši Note, včasih je bil to Note, ker je imel svinčnik, a ne? To še zmer imaš. In zdaj ga še zmer imaš, ker zdaj Note... A to ful rabiš. Pač je, drugač kar dost funkcije takih, ki so kar dobre. Ni to v bistvu samo za pisanje, ne? Imaš v bistvu gumbek, lahko se slikaš, če nekam postaviš, na gumbek pritisneš, lahko imaš, ne vem, če se ti ne da, ne vem, imaš ti zaklenen ekran in ti hočeš nekaj napisati, sam ven potegneš, si zapišeš nekaj, a ne? Pospraviš, pa se ti shrani. Pač je kul. Funkcija je, ki... Ja, je, recimo, ne iščeš lista papirja, ne vem, nekaj delaš doma, zdaj pa rabim, ne vem, toliko kotnih, pa kao što tipko. A iz prsta pa ne moč napisati. Tudi lahko iz prsta, ampak pač... Če imaš svinčnik, zdaj pa je prva. Točno to. Mislim, bolj natančen si s svinčnikom, bolj lahko tako. Točno narediš, kakor iz prstom ne moreš. Tako da ja, pač je kul. Tako da, ja, kar smo, se pravi, zdaj smo pri dizajnu. Dizajn je meni pač ful všeč, zaradi tega, ker meni je všeč velik telefon. Tako da, to je meni top. Če pa hočeš manjšega, greš pa pač navadno 23, pa dejansko dobiš isti procesor, isto vse, kar pri temu. Tako da je cool. Polnje cenejši, ja. Tako da, ja, nun je 949, ne. Pa če narediš, ne vem, zvezavo nekje, imaš mojo okrog 700 tam nek, da je pač pa še 100 evrov, ga že praktično za ston dobiš, ne. Naslednja stvar, ki je v bistvu ful dobra, je to, da so za evropski trg je Samsung vedno delal, ali pa v bistvu samo za Ameriko so bili Snapdragonovi procesorji, ki so veliko boljši, kakor tisti, ki jih je Samsung za povsod ostale svetu delal Exynos procesorje, to so pa njihovi od Samsunga procesorji. In so slabši. Pojma sploh. Ja, no, se nima veze. Procesor je boljši. Ja, mislim, fora je, da je dejansko jim je Snapdragon naredil procesor ta druga generacija, Snapdragon 8 druge generacije, ki je veliko boljši kot tisti Exynosovi, ki so bili. Vedno po vseh testih so bili zmer boljši te Snapdragon, kot oni Exynos, in zdaj so končno dali za cel svet to. Tako da to je ena velika prednost, ker je pa pri tem procesorju tudi v bistvu ful dobra prednost, ful malo baterije požre. In ti baterija ful cajta drži, tako da to je ena izmed velikih prednosti. Koliko cajt zdrži? Ja, jaz zdaj, ko sem ga testiral, zdaj v bistvu je še leta 3. dan, ki ga imam, ampak 2 dni z lahkoto, pa kar dosta uporabljam telefon, tako da včeraj recimo konc dneva sem imel 64%, kar mi je bilo kul. Ja, sploh če ga uporabljaš skozi. Oziroma, velik. Je res. Tako da, to je v bistvu ful velika prednost, ker dejansko ima isto veliko baterijo, kot prejšnja generacija, se pravi, baterija je ista, ampak ta procesor v bistvu največ naredi, da je v bistvu poraba toliko manjša in dalj cajta baterija drži. Tako da, je pa naslednja stvar, ki bi jaz tako rekel, če imaš recimo prejšnjo generacijo 22 ali pa to, ne nadgrajevati, ker je brez veze. Ker ni toliko razlike, da bi rekel, da se splača. Sprav se bolj splačaš počakati še malo. Ja,
pa čez par let kupiti. Ja, mislim tako, lej, jaz sem imel pred tem, sem imel S10, kar je že zelo staro, pač jaz sem tako, da pač kupam, pa ga imam pa dan takrat veliko denarja, pa ga imam pa v bistvu full dolg cajt. Tako da, ja. In tudi najbolj na živce mi je šlo po mojemu testarmu lih ta baterija, tako da to mi je pač top, zdaj, ker baterija res drži. Tako da naslednja stvar, ki je, bomo šli pa na fotoaparat. To. Ja, vidim, da ima. Štir. Ja, štir, to je okay. Senzor. In fotoaparat ima v bistvu eden izmed prvih, ki ima 200 megapikslov, telefon. Tako da fotoaparat, s kjer mu snemava, jih ima 50, tako da to je. Ampak, kar je treba vedeti, ljudje se ne zavedajo tega, da pač megapiksli niso vse. Vem, si že povedal. Že velikrat sem to povedal, tako da pač to je treba vedeti, da to je bolj marketinška fora, ampak tle je recimo pride prav, ko ti delaš recimo nekih, ker ti imaš opcijo 200 megapikslov, 50 megapikslov ali pa 12 megapikslov, lahko delaš. In fora je, kad ti recimo, če narediš 200 megapikslov, da imaš vse piksle, ja, dobiš full teh pikslov, fotka je recimo full velik zasede prostora, ker je 200 megapikslov in praktično nikoli ne rabiš 200 megapikslov. Mislim, zakaj bi rabo toliko detajla? Pač je cool, da je, ampak v drugih... Slabo hvalaš, da imaš. Ja, ne, drugač, mislim, jaz ne vidim razloga, zakaj bi jaz šel slikati z 200 megapiksli. Recimo vsak dan je stvari. Jaz jih bom slikal z 12 megapiksli, ker jih ne... A veš kaj, jaz pa vem, ne, sam slikam. Ja, no, sej, ampak tako, jaz pa pač vem in... Unka pa jake, ker pa ni toliko tehnološko zadej, ker smo zato bom, da rabijam več malo. Ja, no, pa jaz tudi poznam, pa ne bom lik zaradi tega, ne bom si dal, ker vem, kvaj fora, ne. In mogoče 50 megapikslov je neko sweet spot, ali kako ne rečem, neka sredinska. Ni toliko razlike, ko pogledaš med eno pa drugo sploh, ne. Če daš 12, pa 50. Fora je, da megapiksli so samo za te plakate. Če velike plakate delaš, pa to je fajn, da imaš veliko megapikslov, drugače pa itak. Zato, ker pa ti narediš sliko, če si jo razvijaš na A4, je 12 megapikslov pol. Ja. Ne boš videl na A4 razliko, če boš z 12 sliko, a pa z 200. Z drugim besedami sploh ne bilo treba delati telefon je z več kot 50 megapiksli. Ne bi bilo treba, ampak tukaj pa pridemo do tega, zakaj je pa fajn 200 megapikslov. Ok, prosim. Tako da, fajn je pa zaradi tega, ker so zdaj naredili, recimo, če ti slikaš poli z 50 megapiksli, ker pol ti ostane en kup megapikslov, ki jih je freja, ne? In uni megapiksli v bistvu delujejo zato, da ti vidijo boljš ti naredi recimo HDR sliko, zaradi tega, ker ima toliko enih pikslov, ki stojijo. Se pravi, so boljše slika je kot kvaliteta, ne vem, pač, če imaš ti, ne vem, ful ozadje osvetljen ali pa sonce, ki je zadaj, pa spredi ful v senci neki slikan, boš v bistvu imel, ne bo še vedno moder, ne bel, pa spodi boš imel recimo tebe v redu narisanega, zaradi tega, ker ti ta HDR to naredi, to razliko, ki on vidi, jo zna boljš narediti, prilagoditi. Ja, kar na 200 megapikslov, tako da ja. In naslednja stvar, pol če daš pa na 12 megapikslov, in imaš pa tudi, še zmer imaš senzor isto velik, je še zmer 200 megapikslov, ti pa v bistvu usvetli večji, piksel je večji pol, in se pravi, več svetlobe pade in je se pravi, če ti nekaj po noč slikaš, imaš ful bolj svetle lahko slike, ker je ful več svetlobe padal na tist. Da je osvetlil tisti piksel, ker je toliko velik senzor, ampak narediti jih pa samo 12. In so pač nočni posnetki boljši zaradi tega. To je ful enih podatkov. Ja, ja, no, pač sej nima veze. Dober fotoaparat je. Dober fotoaparat je, ja. Sam naj vas ne zavede to, da pač 200 megapikslov ne pomeni, da je to zaradi tega boljši fotoaparat, ker je toliko drugih stvari zadaj, ki morajo biti dodelane, da je lahko to recimo, da to lahko pomeni, da je boljši fotoaparat. Imaš ti milijon firm, ki imajo po veliko več megapikslov, ker recimo Apple je do zdaj skozi imel po 12 megapikslov, nobenega več, pa si imel telefone iz 100 megapiksli, pa ni delač prišel iz 100 megapiksli, to, kar je recimo Apple naredil iz fotko, tako da pač je dost boljša. Ni vse v megapikslih. Tako.
Naslednja stvar, videoposnetki so zdaj naredili na to, da če se ti full roka trese, imaš stabilizira full dobro. To lahko v bistvu posnamo. Ali pa te, ne bom tako, da se videl, koliko tukaj imaš, vidiš, kaj piše, izredno mirno, vklopljeno. No, in zdaj jaz, če to snemam in ga jaz drmam, je v bistvu full primer. Vidiš. Zdaj pa lahko v bistvu damo stop, bomo dali ta posnetek noter, tle zraven, pa boš videl, koliko sem drmal, pa je v bistvu čist primer. Tako da ja, to je full dobro pri temu kameri, pa zdaj imaš 8K snema s 30 slikcami, tako da je bolj tekoče, sam 8K, zakaj bi to rabo preveč placa zasede, 4K čist v redu, če snemaš v 4K, pa je to. Tako da ne bomo o tem. Naslednja stvar, kva sem si še napisal, da moram še povedati, kar je v bistvu full dobro, je to, da je Samsung obljubil, da bojo 4 leta posodobitve dajali za ta telefon. Kar je v bistvu... Kako pa zdaj? Mislim, zelo malo firm si lahko prvoš, da bo v bistvu za vse ali pa saj, ne vem, te telefone za toliko časa garantirajo, da bojo posodobitve prišle. Tako da v bistvu ti boš dobil do Androida 17, boš imel ti posodobitve. Enake. Ja, pač vse boš dobil tako, ko se zagre. Tako da to je v bistvu full dobro, če imaš namen telefon imeti več kot za, ne vem, let, 2. Se pravi, imaš vsaj za 4 leta. Lahko, ja. Tako da to je v bistvu ena tudi kar v redu prednost. Tako da, ja, to je to. Ne bom več govoril, ker sem se že tako razpričal, je še ful enih stvari zapovedati, ampak mislim, da sem te glavne stvari obdelal. V glavnem, najbolj pomembna stvar, si res zadovoljen s tem telefonom? Sem, najbolj zaradi baterije. Ker pa se ga 3-krat na dan filil, zdaj ga imam pa 2 dni. Mislim, da ljudje hočemo v tistem najbolj tako osnovno stvar. Hočem, da baterija da vzdrži. Pa da so lepe slike. Tako, po mojem, da je to nekaj klasično. Sej jaz ne rabim veliko, jaz sam rabim, da mi baterija dolgo drži, pa da imam kakšne lepe slikce, pa da lahko kaj pobrskam po internetu. Kaj pa kdorkoli drug v življenju rabi na telefonu. Vidiš, tako da je. Bodite minimalistični, ni treba kupati tega. Ja, mislim, zdaj, če res ne rabiš toliko hudega fotoaparata, če ne rabiš, baterijo lahko dobiš tudi pri nižjemu rangu, praktično isto, tako da, če ne rabiš, je brez veze. Če nisi nek tak, kaj jaz, ki moram imeti ta zadnji, ta najbolj. Sam ni to vsak leta, ne. Drugače pa. Tudi če greš v nižji rang, dobiš zelo v redu telefone danes že, tako da. Ja. Ok. To je to. Hvala za ogled, lep petek, pa se vidimo. Zagledamo, ne. Tako je. Ajde, čau.